Kamera teče, zvok teče, akcija. Dobrodošli nazaj v serialu Moj prvi električni avto na eni podtemi in sicer domače električne polnilnice. Danes se bomo malo o tem pogovarjali, ali to domačo električno polnilnico zares rabite, v katerih scenarijih rabite. Je pa to samo uvod v 4 krajše videe, kjer bomo obdelali celotno temo teh domačih polnilnic. Torej, prvič, odgovorili si bomo na vprašanje, ali to domačo polnilnico čisto zares rabite. Potem bomo pogledali malo, kako do nje pride v enem takem stanovanjskem bloku, pravno formalno. Nadaljevali bomo s tem, da si bomo malo pogledali, kakšne električne polnilnice za te naše nove električne avtomobile obstajajo. In na koncu bomo pogledali, kako izgleda izvedba in montaža tovrstne električne polnilnice. Ker bi bil to res dolg video, sem se odločil, da ga v neke 4 logične enote razdelim in da mogoče tako pridemo do ene tako jasnejše pa bolj kakovostne slike o domačih električnih polnilnicah. Rabo bom vašo pomoč. Dajte se čim bolj vključevati v te debate. Te debate so ratale zelo močne, tudi po 60 in več komentarjev, tudi zaradi tega, ker jaz na te komentarje odgovarjam, pravzaprav odgovorim čisto na vsakega, tako da se pod temi videi, predvsem na YouTubeu, dogaja res zanimive stvari. Torej, pojdimo pogledati, ali čisto zares rabite domačo električno polnilnico. Pojdimo, akcija! Najprej k sponzorju te epizode, ebepolnilnice.es, ki so tudi meni res ugodno in profesionalno uredili domačo polnilnico, ter mi tudi drugače odlično svetovali glede lastne polnilne postaje. Torej, a res rabiš to domačo električno polnilnico? Tukaj bi želel, da se začne ena taka dobra debata, da precej komentirate, pa da tudi skozi te komentarje vaš case study, torej vašo študijo primera, kako je v vašem primeru, kako vi rešujete to polnjenje vašega električnega avtomobila. Zdaj, ne moramo si metati peska v oči. Polnjenje doma ima ful enih prednosti in je res v bistvu neka taka osnovna komponenta ali pa tudi prednost električnega avtomobila. Dajmo pogledati tiste sam res osnovne basic prednosti. Prvič, je mnogo bolj udobno kot redno ustavljanje na bencinskih črpalkah in točenje goriva v rezervoar. Namreč raziskave so ugotovile, da se vozniki klasičnih avtomobilov kar 44krat letno, to govorim v nekem povprečju, ustavijo na bencinski črpalki in na letni ravni tam preživijo kar 8 ur. Baje v primerjavi z lastniki električnih avtomobilov porabijo za to točenje energije v svoje vozilo kar 60% več časa. Tako da ta mit, da lastniki električnih avtomobilov ful enega časa preživijo s točenjem te elektrike v avtomobile, je pravzaprav čisti bullshit. Drugič, vaš rezervoar pogonskega sredstva za vaš avtomobil imate vedno poln. Kaj to pomeni? Ja, da ko štartate svoje garaže, boste imeli vedno maksimalen doseg svojega avtomobila. Ne boste imeli v miselnem procesu, da morate še nekaj dotočiti ali pa natankati, ker večinoma ali pa v večini primerov to ne bo potreben. Tretjič, energijo točite ful bolj ugodno, bolj ugodno, kot če to počnete na javni infrastrukturi električnih polnilnic, torej tistih klasičnih 22 kW ali pa teh 350 kW quick chargerjih, tam so stvari dražje, elektrika je dražja, seveda pa valjda točite ful cenejše gorivo, kot če bi kupovali dizel ali pa bencina, torej cena, definitivno. Zdaj pa glede na to, kar sem vse povedal, mogoče moram povedati eno zelo zanimivo statistično dejstvo. Namreč, lastniki električnih avtomobilov, ki imajo realen doseg 400 km, to je na primer Tesla 3, pa kak ID4 z večjo baterijo, labijo to javno infrastrukturo, torej hitre polnilnice, samo 6krat letno. Torej, če ima vaš avto 400 km dosega, se praktično na tej javni infrastrukturi ne boste ustavljali ali pa se boste ustavljali izjemno redko.
Če bo pa avto imel, torej vaš električni avto, nižji doseg, torej naprimer samo 250 km realnega dosega, govorimo o temu resničnem dosegu električnega avtomobila, ne v LTP-ju, potem boste pa to polnilno infrastrukturo uporabljali med 15krat in 20krat letno, kar pa spet ni tako grozna številka. Pomeni, da se boste enkrat do dvakrat mesečno ustavili na teh quick chargerjih oziroma drugi polnilni infrastrukturi. Torej, večji ima električni avto doseg, manjkrat boste uporabljali to javno infrastrukturo za polnjenje in valjda, odgovor je na dlani, res je potreben imeti svojo lastno električno polnilnico. Zdaj, ko smo že glih pri teh dosegih, se mi zdi, da je za Slovenijo precej pomemben, da imate avto s 300 km dosega. To pomeni, da boste lahko vaše sobotne pa nedeljske izlete v bistvu upravljali brez dodatnega polnjenja nekje izven vašega doma, torej izven vaše domače polnilnice. Če ima avto potem doseg 150 km v eno smer, pomeni, da boste iz Ljubljane komot prišli do Bohinja pa nazaj ali pa do Izole pa nazaj, brez da bi dotočili ta avto na javni infrastrukturi. Če bo pa avto seveda imel manj, potem pa boste že imeli mičkan tega stresa okoli tega, da bo potrebno poiskati kako električno vtičnico oziroma kako javno polnilno postajo. Ampak zdi se mi, da je Slovenija ta mejna vrednost za slovenske uporabnike električnih avtomobilov 300 km, to pa so ponovadi avtomobili, ki imajo 60 kW baterije. No in prav ta teorija se meni potrjuje tudi v moji zasebni praksi. Kaj to pomeni? Jaz imam Cupra Born z realnim dosegom 300 km, prevozil sem približno 13 000 km in ugotavljam, da takrat, ko nimam izjemnih poti v tujino, kjer naredim 1000 km v šusu, avto enkrat do dvakrat mesečno polnim na tej javni infrastrukturi in če se to zdaj preračunamo v neke številke, se mi zdi, da bom tam med 17krat in 20krat na letni ravni polnil izven svojega doma avtomobil. Kar pa zelo sopada s temi podatki, ki sem jih že malo prej navajal. Zdaj pa to pa še ne pomeni, da jaz full časa preživim na teh quick chargerjih, torej dvakrat na mesec, ko se ustavim, preživim na teh quick chargerjih samo toliko časa, koliko je potrebno, da v svoj rezervoar električne energije dotočam toliko kilovatov, koliko jih rabim, da pridem do svoje domače polnilnice. Tako da pomeni, da mi se ustavimo čisto zares, če gremo nekam dlje, torej izven tega rangea 150 km oziroma 300 skupnega, se ustavimo na električni polnilnici samo toliko, da recimo 5 do 10 minutah napolnimo toliko energije, koliko jo rabimo do domače polnilnice. Zdaj vsi te podatke, ki jih tokrat navajam, jih navajam na podlagi raziskave Consumer Reports ORG, kjer so, mislim, da obravnavali več kot 15 000 lastnikov električnih avtomobilov in jih seveda primerjali z lastniki klasičnih avtomobilov v istih cenovnih razredih ter nekako probali ujeti to neko realno primerjavo uporabe električnega in uporabe klasičnega avtomobila. Tudi tako, da so se lotili takih zanimivih kalkulacij, koliko kdo časa porabi s polnjenjem svojega rezervoarja. Moje osebno mnenje je, da je v vsakem primeru lastna polnilna infrastruktura nujnost leta 2022, če kupite električni avto, torej polnilnica, ki jo lahko zagotovite doma ali pa na delovnem mestu, ali pa polnilnica, ki se jo mogoče v skupnem stanovanjskem objektu delite še s 5 do 7 strankami, s katerimi se dogovorite za neke urnike pa neke pravila uporabe te polnilnice. V tem primeru sploh ne vidim nobene težave in je zadeva zelo manageable. Tudi iz naše osebne prakse ugotavljamo, da avto preklapljamo, preključimo ga v nedeljo, pa ga pa preključimo naprimer v četrtek, pa v petek zvečer, zato da imamo za vikend poln tank energije in tako v bistvu imamo ta svoj doseg za te naše sobotne in nedeljske izlete. Je pa še eno dejstvo, ki ga je treba upoštevati. Kljub temu, da je infrastruktura v Sloveniji dobra, v nasprotju s tem, kar se govori, da je relativno slaba, se mi zdi, da je v tem trenutku glede na količino avtomobilov ta infrastruktura res v redu. Obstaja kup polnilnih mest, o tem enkrat v enem od naslednjih videozapisov, ki so brezplačna, kjer to energijo točite brezplačno, torej greste lahko na morje z električnim avtom, tam dotočite in pridete v bistvu skozi za polovično ali pa nič cene energije, kar je kar luksus in je še mogoče v Republiki Sloveniji. Zato sem naročil na te vloge, ker o teh temah bomo tudi govorili. Tako da upam, da ste izvedeli večino stvari, da ste izvedeli moj pogled, zakaj mislim, da je osebna polnilna postaja pomembna. Ne trdim pa, da je ta 11 kW postaja edina opcija. To bomo v enem naslednjih videozapisov, kjer bomo probali ugotoviti, ali potrebujete
to res mega 11 kW polnilnico svojega avtomobila, ali je dosti, da vaš električni avto samo štekate v 220, ne, klasičen tanka multipraktik se vse ostalo, pa mogoče malo potrpite s tem polnjenjem. O teh zadevah v naslednjih video epizodah, naročite se, pa se vidimo naslednjič. Čau!